Države Evropske unije za svoj največji skupni problem prepoznavajo konkurenčnost in kohezijo. Temu je zato namenjen najvišji odstotek porabe denarja v Uniji za tekoče 7-letno proračunsko obdobje. Predstavlja 44% letnega proračuna. S konkurenčnostjo in kohezijo se misli to, da postane gospodarstvo Evropske unije konkurenčnejše in da manj uspešne regije odpravijo svoj gospodarski zaostanek. Odkud deloma izvirajo te težave Unije na tem področju, kakšen je razvoj teh težav in kaj se nam obeta, pa nam bo postopoma razložil Jure. Izvoli. Skušali bomo ugotoviti in definirati v bistvu tiste komponente konkurenčnosti, v katerih Evropska unija primerjalno glede na najbolj konkurenčna gospodarstva na svetu zaostaja. Na nekatere razvojne dokumente Evropske unije, predvsem seveda Lizbonsko strategijo, in poskušali definirati, kaj dejansko sploh to je razvojno naravnana politika. Hkrati se pa seveda pojavi tudi ekonomski konkurenčnosti boj med posameznimi državami znotraj posameznimi državami v Evropi, kar se kasneje izkaže kot pozitivno, kajti ta v bistvu ekonomski konkurenčnosti boj je v bistvu dejansko bil gonilo gospodarskega napredka. Če to združimo še zunanji ekspanzionizem Evrope, s katerim so v Evropo začele prihajati večje količine surovin, postane v bistvu Evropa center takratnega sveta, postane center v bistvu razvoja gospodarske moči, kar pa obdrži v bistvu Evropa vse do konca Prve svetovne vojne, ko gospodarska situacija v bistvu na tem ekonomskem zemljevidu se drastično spremeni, ko v bistvu proti ob koncu Prve svetovne vojne na prizorišče stopijo ZDA, ki postanejo v bistvu prva gospodarska in tudi drugače sila sveta, kar pa v bistvu dejansko ostane vse v stopu 21. stoletja, se pravi v bistvu vse do danes. V opisu svetovne konkurenčnosti ta pojem konkurence opisuje dejansko kot neko področje ekonomske teorije, ki analizira dejstva in politike, ki oblikujejo zmožnosti države, da ustvari in vzdržuje okolje, ki v bistvu podpira večjo kreativnost za svoja podjetja in večjo blaginjo za svoje državljane. Resno srečevati z problemom konkurenčnosti, oziroma ta pojem je prišel v vokabular, v bistvu v Bruslju leta 1993, ko je takratni predsednik Evropske komisije Jacques Delors zavrnil teorije nekaterih teh mladih, nadobudnih, neoliberalnih ekonomistov, ki so trdili, da je v bistvu za padec konkurenčnosti evropskega gospodarstva kriva socialna država, previsoki socialni transferi. To prvo gre, da je pač trditev, da EU zgublja stik z najbolj razvitimi državami. Druga hipoteza je, da v bistvu obstaja korelacija med padcem konkurenčnosti evropskega gospodarstva in pa evropskim proračunom, ki v bistvu odseva povsem nerazvojno naravnane politike. Tretja teza, ki pa trdi, da Evropska unija v bistvu nima razvojno naravnanih smernic, ki bi lahko pripeljali do dviga konkurenčnosti gospodarstva. Številni razvoj je eden glavnih pokazateljev konkurenčnosti gospodarstev, na katerega pa pač vpliva elementi, ki so navedeni v podnožju same piramide. Sestavljeni so v dveh glavnih skupin, to so osnovni elementi in pa ekonomske politike. Osnovni elementi so ponovadi delo, produktivnost, cene in stroški ter podjetništvo in poslovni dosežki, medtem ko pa ekonomske politike so ponovadi definiramo tiste stvari, na katere lahko vpliva predvsem politična struktura v vsaki državi. Prva v bistvu ugotovitev, ki je jasna, je, da je raznolikost med skupinami držav znotraj Evropske unije zelo velika, kar opozarja na velik razvojni prepad znotraj same Evropske unije. Vendar pa ena druga temeljna ugotovitev je tudi ta, da v bistvu Evropska unija se ne rabi zgledovati glede razvojnih politik po ZDA, zaradi tega, ker ima paradne konje na tem področju v bistvu v svojih vrstah. To so tiste države, ki smo prej poimenovali države konsenza, ki so v bistvu zgled oblikovanja konkurenčnega gospodarstva. Če bi izpostavili še za nekaj kvalitet držav, teh tako imenovanih držav konsenza ali konkurenčnostnih liderjev v Evropi, bi bilo predvsem
prvi vrsti je to njihova odprtost. Danes se marsikdaj govori, da v bistvu gospodarska odprtost uničuje domače gospodarstvo, kar je na tipičnem primeru visoko razvitih držav, ki proizvajajo, v bistvu gospodarstvo proizvaja blago z visoko dodano vrednostjo, ne drži. Tipični primer so pač te države konsenza, ki so uspele akumulirati v bistvu veliko količino naložbenega kapitala. Ta naložben kapital, ki ga se ga na to kasneje vlaga v gospodarstvo, so predvsem tuje neposredne investicije, črpanje sredstev Evropske unije in pa samo notranje varčevanje. Prednost njihova je tudi predvsem stimulativno davčno okolje in pa stimulativno naložbeno okolje. Imajo kvalitetno materialno infrastrukturo, pa predvsem raziskave in razvoj, na področju katerega vlagajo več kot 4% bruto domačega proizvoda. Cilj Evropske unije naveden v Lizbonski strategiji je bil v bistvu doseganja okrog samo 3% bruto domačega proizvoda. Recimo večina južnoevropskih držav in pa novih držav članic, vključno Slovenije, vlaga manj kot 1%. Za razliko od te skupine držav, ki so v bistvu konkurenčnosti lideri, tudi v svetovnem merilu, imamo na drugi strani pa še vse ostale 3 skupine držav v Evropski uniji, ki pa primerjalno gledano zaostajajo. Zdaj bi pač izpostavil, ker kdo opazil pred kratkim, je Forbes izdal en seznam, na katerem je bilo opisana davčna okolja držav po svetu, tako imenovani indeks sreče so ga poimenovali in se v bistvu Slovenija uvrstila na tem indeksu sreče na posebno zadnje mesto. Če, da je malo utopično, pa vseeno, recimo, če v Sloveniji na leto zaslužite 1 milijon evrov, vam od tega milijona ostane nekaj več kot 398 tisoč, ostalo pobere država. Od 50 tisoč prisluženih evrov pa mislim, da vam ostane nekaj malega več kot 27 tisoč, ostalo spet pobere država. In pa potem naslednji element je v bistvu informacijska izključenost prebivalstva in gospodarstva. Gre za to, da je v večini evropskih držav za razliko od vse skupine konsenza prihaja do informacijske izključenosti, se pravi, to je nedostopnost tako podjetij, oziroma manjša dostopnost tako podjetij kot posameznikov do storitev informacijske tehnologije, to je čisti internetni priključki, nove generacije mobilne telefonije, kar se premika na tem trgu, na tem področju v zadnjem času, predvsem to, kar smo videli, da je liberalizacija teh trgov. Velikokrat se tudi govori o tako imenovani nefleksibilnosti trga dela, kar dejansko v teoriji pomeni, oziroma čisto v praksi pomeni, da gre za preveč dolgoročnih zaposlitev za nedoločen čas. Evropska unija je tudi dosegla v bistvu nižjo produktivnost. Trend rasti produktivnosti v Evropski uniji se je v bistvu v zadnjih 90 letih prvič po drugi svetovni vojni vizavi ZDA v bistvu začel konstantno zaostajati. V nekaterih državah, recimo Španija, Portugalska, Italija, je v zadnjih letih ne samo, da ni rasti produktivnosti, ta produktivnost celo pada. Ena od razvojnih politik je seveda stimulativnejša davčna politika in pa makroekonomska stabilnost oziroma tako imenovano upoštevanje tako imenovanih maastrichtskih kriterijev in pa prenova evropskega socialnega modela, pri katerem je nekako te socialne transferje naj racionalizirali. Ob predpostavki seveda, da bi tiste evropske vrednote, se pravi predvsem socialna država, naj bi ostali. Vzrok za to relativno majhen obseg proračuna je predvsem to, da na področju Evropske unije so izključene v bistvu mnoge politike, ki obsegajo javne finance.